gledanje, lep pozdrav zopet v novem vlogu. Če še niste, kliknite znakec naročice in pa stisnite zvončka, da vam pozvoni zmeri, ko prije nov vlog ven. Kaj se danes dogaja? Nahajamo se na parceli, kjer smo zbalirali našo tritikalo. Bale čakajo na transport, zato je pa zdaj tule že sestrca, ko bo predstavljala lepo traktor v parcelci, da bomo nalagali, potem pa prije še s ta velikim pa fligelcev, tako da bomo v bistvu čim več vlak naenkrat odpeljali. Tako da, ja, no, to je prioriteta, da spraznemo čim prej parcelce, potem bomo pa mogoče celo popoldne oziroma pred večeri že začeli obdelovati parcelo, ker je bilo po noči 2-3 litre dežja, bo mogoče to mečken lažje, tako da, ja, no, to je okvirno, zdaj popičemo. Počasi se sama njiva že prazni, tukaj pa zdaj glih čakamo, se pa vidi že kar fajn razpoke, se pravi od suše, tule ene 30 centi recimo globine, tako da, ja, no, pomankuje dežja, tako da nimamo kaj. S Fendom. Takole, bale so doma, zdaj smo šli pa nekaj mečkega zbalirati še, ampak nas je presenetil dež. Na plošca, sicer ne vem, koliko bo še padalo, ampak toliko je, da smo mogli nehati. Tako da, ja, nimamo kaj. Bo pa jutri naprej, no. Evo ga, danes bomo pa štartali s krožnim branom, se pravi, za prebranati imamo vse, kar smo poželi, tako da nimamo kaj. Vidimo, da je kar suho, zdaj smo potegnili en začetni špur in je res suho, trda zemlja,
zato bomo pa diske še mečken bolj pod kot obrnili, tako da v bistvu ne bomo rabili iti tukaj globoko. Bomo sam plitvo šli, pa se pravi spodrezali vse, kar raste, da ne bi kak plevel ali pa kaj dobil preveč energije v prihodnjih dneh. Tako da tole, pol pa upamo na nek dež, da usklijajo pleveli, še enkrat plitvo obdelamo in pa posejemo gor inkarnatko. Tako da tole je plan, zdaj obrnemo še malo diske pod kotom, pa bomo videli, kak bo pod rezultat, pa sam gas. Evo ga, drugi test narejen, zdaj sem tole mečken razgrnil, da vidimo, da dejansko vse odreže, je pa to zelo plitvo, ne vem, recimo slabih 5 cm, kaj takega, je pa res čisto suho in pa zelo trdo zbito. Včasih, ko nismo imeli še Eversovih krožnik, smo imeli težave, nismo mogli, se pravi poleti, ko je bilo zelo vroče, dobiti sploh noter v zemljo, tule pa lahko obrnemo kot diskov, obdelujemo v vsakih razmerah, tako da res vrhunski rezultat. Zdaj pa dajmo tole čim prej narediti. Evo ga, tukaj smo zdaj na parceli, kjer je bolj kot ne pesek in vidimo v bistvu, kak se gadi in tudi zbito je zelo, tako da traktor težko vleče. Tako da res suša tukaj prava, no. Evo nas, vse smo prešajali, kaj smo mislili, pa smo šli še na kosico frišno, tako da bomo lahko zjutraj nafujtrali. In pa tretja stvar, uporabili smo traktor, spihali in spucali filtre pa hladilnike, tako da je ready za jutr, ker se je danes dosti zaprašilo, tako da smo mogli res tole narediti. Tako da to je to, zjutraj pa zapnemo za kose in pa pičemo kositi, ker bomo nekaj posilirali in sicer tiste mešance, ko smo jih sijali kar nekaj mesecev nazaj, tako da bo tisti jutro v planu. Zdaj pa natankamo še AdBlue, ko se gremo pa na spat, da bomo jutri sveži, no. Tako da se vidimo jutri. Evo nas, je že novo jutro, nov dan, zdaj pičimo kar kosit. Zjutraj smo bili pa v štali, sami tam mladi, zaradi tega, ker sta pa fotor mama šla na en sestanek za nek projekt. Tako da smo obvladali zadevo, na hitrcu naredili, zdaj pa
Samo gas. Takole, košnje že poteka, ta male parcelce smo že stisnili, tako da 6 hektarov dobrih je že za nami. Zdaj imamo pa ta večjo parcelco, tako da smo večkrat odpočili s GPS-om, da ni treba skozi manevrirati. Drugače pa kak kaže, ponekod je zelo lepo gosto, tudi visoko že zraslo, ponekod je pa bolj še redko oziroma je detla še dosti nizka. Tako da v bistvu od do, no, vsega je, ampak to je bilo za pričakovati, ker ponavadi tiste parcele, kjer na novo začnemo obdelovati mi, rabijo ene par let, se pravi, da se na nek način spravijo v red, no. Se pravi, da mi delamo gor širok kolobar, minimalno obdelavo in pa se pravi, da dodajamo organska gnojila, ker so bili na tej parceli prej v glavnem posijani samo glavni posevki, nič ni bilo ozelenitev, in je v bistvu večkrat bila čez zimo tudi njiva pusta, ampak mi bomo zdaj tole izboljšali in se bomo potrudili, da bomo čim prej, se pravi, spravili tole parcelo v neko optimalno kondicijo. Drugače pa ja, no, vedno so take parcele, ko rečejo, da je v bistvu slaba zemlja, da nič ne raste, ampak v bistvu je treba samo na nek način prilagoditi svojo obdelavo in pa pridelavo, da lahko potem nekaj iztržimo iz tega. Tako da se že veselim, kaj se bo tukaj dogajalo v prihodnjih letih, ampak zaenkrat je pa glavna naloga, da v bistvu imamo čim bolj pokrito, se pravi, parcelo z detlo oziroma detlo-naturalno mešanico, ki smo jo presejali. Tako da, ja, nekaj se bo vseeno že kar nakosilo, no. Evo ga, še zadnja parcelca, tukaj podobna situacija, kot je bila tam čez. Bomo pa tukaj pustili cirka 1 hektar, nekaj takega, bomo imeli pa še za frižno nakositi. Tako da je to, no, zdaj bomo pa videli, koliko se bo robe nabrali. Moram še hektare, s tem še se šteti, tako pa da vidimo. Evo nas, pridni smo, pokočni smo takoj zapregli valirko, pa šli valirati, nekaj slame je še zunaj, tako da se tole valira, mi smo še mogli nabrusiti nože in pa zdaj nadaljujemo še, dok ne pride rosa, upajmo, da danes čim kasneje, no, da bomo lahko čim več zvalirali. Tako da, to je to, no. Vidim pa, da je tule res ogromno slame, tukaj še nisem valiral letos, tako da res gredice zelo velike, no, moram reči. Tako da, superca, no, pa slama tudi suha, tako da, samo gas.
Evo ga, uspelo nam je vse zrihtati, par škrapelj je vmes začel že padati, dvakrat, trikrat, ampak hvala Bogu smo bili tukaj na robu, da se ni ulil. Rekli so, da bo ob 10 oziroma ob pol 11 ploha, zdaj je ura 10, tako da taman. Tudi rose še ni bilo, da ga smo lahko mod balirali, nabili smo pa zdaj 52 oziroma 51 velikih baj, pa še mečke ne ostali, tako da smo tole zdaj pripeljali, sparkiramo, gremo spat, se naspimo za jutr, tako da jutr pa nov dan, nova akcija. Tako da se vidimo, oziroma mi se vidimo kar na naslednjem vlogu, no. Tako da uživite, pa čau!